Dober večer. Dober večer, lahko rečem, dragi prijatelji. Dobrodošli na Goriškem večeru, na pogovornem večeru, ki ga organizira Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve. Tokrat je na temo po volitvah 2026. Ob omembi Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve se zahvaljujem tudi anonimnemu donatorju. Za nami je volilna nedelja in sedaj smo v obdobju, ko ne vemo, kakšne spremembe nas čakajo, kdo bo krojil usodo naše države v naslednjih letih. Kakšne so posledice oziroma kakšne bodo še posledice za gospodarstvo, javne finance, zdravstvo in naše vsakdanje življenje. Kaj več bomo izvedeli v pogovoru. Kot vidite, sta nocojšnja gosta, gospa Vida Petrovčič, ki jo že poznamo, sicer v vlogi voditeljice pogovorov, gospod Bernard Nežmah, tudi nocojšnji gost, pogovor z njima bo pa vodil Andrej Černic. Prijeten večer. Dober večer še v mojem imenu in lep pozdrav tako velikem številu. Poseben pozdrav seveda obema gostoma, prodornima novinarjema, komentatorjema, publicistoma. Gospa Vida Petrovčič ima dolgo kariero na RTV-ju, prepoznaven obraz slovenske medijske scene. Od upokojitve dalje sodelujete ali ste sprejeli nov izziv na podcastu oziroma na novi obliki medija na domovini kot voditeljica Odmeva tedna in Vroče teme tudi včasih. Tako da gospo Vido Petrovčič, če smo jo gledali na ekranih nacionalke, danes lahko gledamo na ekranih računalnika oziroma telefona še naprej s prodornimi analizami, tako kot svoj čas na televiziji. Bernard Nežmah, prav tako sociolog, novinar, publicist, komentator, politični analitik. Sam je bil med stvaritelji medijske scene, ko se je Slovenija osamosvajala, pač tega pomembnega obdobja, recimo, ko je takrat tednik Mladina tudi doživel nek svoj višek, konec 80-ih in začetku 90-ih, še vedno je komentator Mladine, nastopa pa tudi sam kot politični analitik na številnih oddajah in podcastih. Zdaj nazadnje ste tudi stalni komentator na Uri resnice, na Info 360. Tako da z obema sogovornikoma se bomo lotili tem, ki so posebej vezane seveda na aktualno dogajanje tukaj v naši matični domovini. Potem, ko smo dobili razplet volitev in predsednika Državnega zbora, ko se je nekoliko začela kazati slika morda prihodnje koalicije, morda prihodnje vlade, bomo s tem vprašanjem direktno začeli, obema zastavljam, morda gospa Vida Petrovčič bi z vami začeli. Torej, po tem, kar smo prejšnji petek, 10. aprila na konstitutivni seji videli v Državnem zboru, kaj lahko rečemo, je četrta Janševa vlada na vidiku ali še ne? Ja, dober večer. Jaz mislim, da je četrta Janševa vlada na vidiku. Seveda upajmo, da se bo to tudi zgodilo. Saj veste, obstaja pregovor, ni konec, dokler ni zares konec. Torej, tudi v tem primeru še ni konec. Zato, ker tudi dr. Robert Golob je rekel, da bo naredil vse, da ne bi pač ta Janševa vlada in skrajni desni populizem, to so bile njegove besede, da ne bi ta vlada se sestavila, ampak jaz res srčno upam, da mu to ne bo uspelo, pa vse tudi kaže, da če ne bo res nekih nakupov poslancev,
Namreč beremo lahko zdaj že o tej skupini demokratov, da se nekako krhajo te odnosi, upajmo, da bo to uspelo. Namreč dejstvo je, to kar vemo je, da je bil gospod Stevanovič izvoljen z 48 glasovi, to pa je precej pozitiven znak in to tudi kaže, da eventualno se bo tudi nadaljevalo v tem smislu, če se ne bo res nekaj groznega zgodilo. Bernard Nežmah, 48 glasov za Zorana Stevanoviča. Šlo je dejansko za politično gledano dobro strategijo, kjer so desno pozicionirane stranke dejansko do zadnjega to kandidaturo nekako skrivale. V zadnjem trenutku je prišla na dan, ampak 48 glasov, tukaj morda je res treba tudi prešteti, ker 48 glasov je bilo, 29 jih je bilo proti, kar odgovarja glasovom Svobode, preostalih 11 Levica in SD niso prevzeli glasovnic, zdaj od teh 48 plus dve neveljavni. Morda tudi tukaj je treba malo prešteti, kje so bile ti dve neveljavni, ker moramo pač poštevati, da sta tudi manjšinska poslanca glasovala. Načeloma manjšinska poslanca glasujeta konstruktivno v teh primerih. Gospa Petrovčič je tudi že omenila te polemike v zvezi s poslansko skupino demokratov, ki bi lahko bila recimo manj konstruktivna do vlade v tem smislu Janševe vlade. Kako vi vidite? Ja, v vsakem primeru imamo zelo unikatno situacijo. Kot sta omenila, je premier v odhodu napovedal, da bo uporabil vse sile, da bi onemogočil desno vlado. To je pravzaprav zelo nenavadno, ker on od njega bi pričakoval, da bo rekel, da uporabil vse sile, da bo sestavil levo vlado. Namreč zdaj čas mandatarstva, zdaj izbiramo mandatarja. Torej, imamo situacijo, kjer je na mesto, se pravi, tvornega usklajevanja, recimo, vsebin potencialne koalicije, ki ne bi jo, recimo, gospod Golob sestavil z potencialnimi partnerji, imamo v igri vse drugo. Vse drugo in, kot rečeno, zdaj imamo največje naenkrat presenečenje, da smo po dolgem času dubaj spet v politiki eno veliko črno ovco. Skratka, enega a priornega negativca, kot je za hip postal poslanec oziroma predsednik parlamenta Stevanovič. Zdaj, v tej drži je nekaj nenavadnega. Nenavadnega je ta silna orkestracija medijska. Jaz sam, ko pišem svoje tekste, ves čas imam v nekem obziru, kaj drugi so pisali, da se človek ne bi ponavljal. Skratka, da najdeš, da si pazljiv, no, tudi v tem smislu. Tukaj imamo pa naenkrat potrebo, da ena serija tekstov oziroma poročil pripoveduje dobesedno isto vsebino o moralno neprimernem liku. Zdaj, to, kar je meni pri tej uporabi izraza malo nenavadno je, da na kaj meri moralno neprimeren lik, meri recimo na samo tako kazensko temno preteklost posameznika in seveda pozablja nekaj, da v sodobnem svetu, v sodobni demokraciji ima človek pravico, da se tudi spremeni, popravi. Skratka, konec koncev odslužiš kazen in potem nadaljuješ. In naenkrat je to največji diabolo. Hkrati imamo pa primere recimo županov, ki počnejo, recimo, ne bom omenjal, recimo v prestolnici vraga in pol, tam nikoli se ne najde podoben medijski light motiv, to je moralno neprimeren. Druga, sam izraz me spominja na ropotarnico partijskega časa, ker je bil moralno politično primerno kandidat. Skratka, zdaj, če je v družbi nekdo, bi rekel, lahko kandidira za poslanca,
potem je lahko tudi predsednik parlamenta in tudi premijer hipotetično in minister. A ne. Skratka, naenkrat potreba medijev, da devalvirajo nekoga, to je zdaj novum. To je novum in jaz bi štel to k Golobovi zavezi, da je treba narediti vse, da se onemogoči. Zdaj, situacija je seveda zdaj postala na nek način teatralična, pa po drugi tudi histerična, ker tako rekoč vsak dan se čaka, kaj se zdaj zgodi. A je nek listek obkrožen, a je nekdo rekel to ali ono. Tisto, česar pa ni pa tvorjena koalicije. Tudi ne sestavljaš koalicijo tako, da polemiziraš z svojimi potencialnimi sopotniki, kot recimo zdaj zmagovalec nominalnih volitev, ampak da sediš skupaj pa rečeš, kaj iz vašega programa bomo dobili in kaj ne. Tako da jaz mislim, da bo to vsekakor še nekaj časa obdobje, ki bo množice držali pred malimi ekrani, pred spletnimi stranmi, pred časopisi, skratka, vsi bomo angažirani še kar nekaj časa. Hvala. Gospa Petrovčič, vrnili se bomo na medijsko sceno, na depolitizirane medije in na to, ampak če se še za trenutek zaustavimo pri Zoranu Stevanoviću, bi rad vas vprašal o recimo povezljivosti Stevanovića, zdaj v konkretnem primeru, ker ali vsaj na videz je Janševa vlada bližja, čeprav bi to vprašanje nekako bilo primerno tudi v primeru Golobove vlade. Kako se ta stranka morda umešča v kontekst vlade, ker vsekakor zagovarja določena stališča, ki so drugačna v primeru, spet recimo, če vzamemo primer Janše, zunanji politiki. Najprej, ko govorimo o vprašanju Ukrajine, tukaj imamo bodisi pri Janši kot pri potencialnem zunanjem ministru Logarju dve zelo jasni poziciji, ki so v podporo Ukrajini in proti Rusiji. Recimo, gospod Stevanović ima nekoliko drugačne stališče. Zdaj, v primeru ustvarjanja te vlade, kako po vašem mnenju lahko to vpliva? Torej, zdaj, če začnemo pri gospodu Stevanoviću, se moramo spomniti, kaj je bilo pred 4 leti, ker takrat je on bil pravzaprav v tej skupini, bom tako rekla, proti cepilcev, to je bilo obdobje covida in takrat je on na nek način vzcvetel, je protestiral in že ta moment proti cepilski je na nek način nasproten temu, kar mogoče je zagovarjala, pa še vedno zagovarja stranka Janeza Janše. To ga je tudi naplavilo na ta politični prostor in če se spomnimo, je dr. Robert Golob prav tako surfal na tem valu, da tako rečem, je ravno tako, v bistvu pravijo ljudje, da je Stevanović naredil nek val, neko vzdušje, zmagal je pa potem Golob, saj Stevanović je sam takrat govoril, da mu je Golob na nek način speljal to tematiko in je bil tudi Golob, ki nas je pošiljal na morje in na sončenje in v slano vodo proti covidu na tem istem bazenu. Ona dva sta pravzaprav produkt tega istega covidnega ali pa proti-covidnega in proticepilskega trenda in obdobja. Zdaj, kar se tiče kasnejših teh njegovih mnenj, seveda imate popolnoma prav, da kasneje so seveda razvili tudi pri Stevanoviću en določen program in ta program je bil tipično proti Ukrajini oziroma proruski, bi rekli, celo so mu učitali, da mogoče je bolj na strani Srbije, Rusije, ne vemo kakšne povezave naj bi vse imel. In zdaj vprašanje, ki ste ga zastavili, kako bo to vplivalo, ko bo recimo prišlo do nekih takih vprašanj, ali bomo delali referendum, bomo še v NATO ali ne, seveda najbrž ta teza, protinatovska teza ne bo prevladala. Zato, ker to, kar je res, kar je rekel že dr. Janez Drnovšek,
nova vlada potrebuje samo enkrat 46 glasov, ne, da se konstituira, potem pa bodo že neka nova zavezništva. In to seveda nikakor ne gre v ta kontekst NATO in vsega tega, kajti zdaj ta stranka, zdaj če prav beremo, jaz se nisem tako zelo poglabljala v to stranko, Resnica je stranka, ki reče, da je suverenistična, suverena, oni vztrajajo na tem, da je pač ta vzhodnoevropski del bi moral biti bolj konzervativen, bolj suveren in mogoče bolj na strani Rusije. Torej tukaj sigurno ne bodo glasovali enako. Ne. Vendar pa, kot rečeno, v tem trenutku je pa zelo dobra poteza Janeza Janše, da je očitno se dogovarjal in tudi Stevanoviča, ker konec koncev, lejte, tudi on je naredil eno zelo dobro potezo. Ne. On s temi svojimi poslanci, on je praktično on je z ulice prišel v politiko in v parlament in zdaj se je usedel na sedež voditelja parlamenta. To je zelo dobra poteza. Tudi on je zelo pameten, po moje, in bo na nek način, glede na to tudi, kako se bo ta ukrajinsko-ruska stvar odvijala, se vidite, da smo v geopolitičnem neki zmešnjavi, da pravzaprav ne vemo zdaj, a je papež tak ali drugačen, ali bomo tam, kdo je zdaj tam, ali bomo Iran. Razumete, to je ena taka zmešnjava, tudi kar se tiče Rusije in Ukrajine, da bomo še videli, tukaj še je velika neznanka in praktično bo tudi Stevanovič sigurno odigral neko vlogo, kako pa bo to vse v tem slovenskem prostoru, to se bomo pa pač pustili presenetiti. Nikakor pa to zdaj ta hip, če bi danes o tem razpravljali, ne gre v ta kontekst. Zato so se našli na drugih skupnih imenovalcih in o NATO in o tem praktično ta hip ne govorijo, govorijo pa o tem programu manj davkov, dobro, tudi suvereno, je čisto v redu program, to je program neke desne stranke. To je konec koncev program Madžarske, tudi ta gospod, ki je zdaj zmagal, ne, je v bistvu na isti tej desni strani, ni toliko različen od gospoda Orbana. Gospod Nežmah, ostajamo nekako na tem področju, torej sodelovanje recimo Resnice v eni ali drugi vladi, pač sami ste dejali, da bomo še nekaj časa gledali malo to preigravanje. Zdaj, če za trenutek odvzamemo teh 5 glasov, ki jih ima Resnica, je razmerje še vedno recimo 43 proti 40 korist desni sredini, če recimo demokrate v celoti postavimo na to področje. Kako vidite vi te prihodnje tedne pri razvoju slike, kje se bo iskal, ali recimo kje bo Janša eventualno iskal mandat, bo poskušal že zdaj takoj prinesti 46 glasov, da recimo izpolni zahtevo predsednice republike, ali bo počakal potem na drugi ali celo na tretji krok, ko je pa dovolj ta navadna večina in bi recimo lahko že samo z glasovi desne sredine postal mandatar? Zdaj očitno sledi bontonu, da vodja stranke, ki je zbrala največ glasov, je prvi, ki poskuša sestavljati. Dokler še sestavlja, zaenkrat, če ni opustil, še ni rekel, da bom sestavljal, pa ne morem. Jaz se iz tega stališča čist fair play korektno, tudi če se karkoli dogovarja še s kom, ampak korektno je, da mu pustijo prostor. To, kar se ta hip zadnji teden dogaja, se na prvi pogled delujejo kot udarci proti Resnici, Stevanoviču. Ampak, če pogledamo drugače, je pa to sprožen en novum. Najmočnejši stavek, ki so ga ponavljali vse skozi, je bil ta notarski zapis Stevanoviča, nikoli z Janšo in SDS-om, ki ga je seveda že znotraj kampanje relativiziral, ki je rekel, tudi v Golobovo vlado ne gre. Ampak zdaj, ko je bil deležen prve serije, prve falange udarcev, je zavzel zelo zanimivo svojo nekdanjo antidržo, če je bil nekoč borc na ulici, je zdaj podoben pravzaprav skoraj Kristusu. Če vzamemo, ko ga
obmetavajo z vsemi mogočimi kritikami, on zdaj to mirno sprejme in prav ne zameram, tako rekoč odpuščam. Seveda ta situacija, če ogledamo, je širša. Ne? Če odpušča zdaj tem, seveda odpušča tudi politiku svojemu antagonistu izpred 4 let, se pravi Janši. Kratka, je zdaj jasno, da so ga napeljali v stanje odpuščanja, kjer lahko v resnici naredi karkoli. Katerokoli potezo lahko povleče. In jaz mislim seveda, da če gledamo, brez resnice se ne da vladati. Rabimo toliko in toliko glasov in jih ne moreš dobiti. Iz nasprotnega tabora definitivno Levica ne bo podpirala kakšno Janševo vlado ali pa SD, pa še manj Svoboda. Je pa res nekaj, da ta razrez hipotetičen glasov v osnovi spremeni dosedanjo politiko. V bodisi desne, bodisi leve vlade, ne bo čas Mira Cerarja ali pa recimo Janše enega, drugega, tretjega, je bila značilna dominacija prve vladajoče stranke, ki je na nek način določila agendo postopkov in potem je bolj ali manj uspešno sklepala kompromise. Golobovi so pač imeli to prednost, da so njihovi partnerji požrali vse. Janša, ker ni imel take silne večine, je pa gradil zelo v kooperaciji s svojimi partnerji. Zdaj je seveda imela SDS svoj program, kaj po volitvah. Glasov za svoj program nima. Torej, edina pragmatična varianta je torej to, da stranke, ki so si sorodne v mnogih procentih, da formirajo svojo skupno politiko, ne na Ukrajini pa tem, to ne gre, ampak na tem, kaj jih druži. In zdaj, če je ta zaveza relativno jasna, močna in hkrati tudi v soglasju, je to lahko zelo dober temelj za novo vlado. Je pa se konec koncev res tudi, da taka vlada pa nima več kakšnega absolutnega primusa, da nekdo striktno govori v imenu vlade, kot smo bili do zdaj navajeni. Ampak da je torej početje vlade dejansko kolektivno. In zdaj gre za to vprašanje. Za vprašanje, ali lahko formira recimo desna stran takšno vlado. Zgodovina kaže, da je že uspela. Najbolj nemogoče situacije so bile z Desusom 2-4-2-8 in tudi zdaj manjšinska vlada. Tako da ta know-how vladati z mikrovečino ali pa s tem, recimo Janša okrog ima. Tako da v tem smislu je ta kontura stabilna, je pa res, da bomo imeli dejansko dnevne medijske revolucije, razkrinkanja tega onga. Ker dejansko pri Stevanoviću je zanimivo to, nič ni novega. Ampak do tega dne to ni bila tema. Dokler, in je tudi zanimivo, dokler je ga Golob vabil k sebi, ga nikoli ni problematiziral. V hipu, ko je pa za trenutek stopil na drugo stran, je uporabljal izraze izdaja. Zdaj, to mi se govori tudi o eni transformaciji stranke, da so bili prevarani, izdaja. Se pravi, da imamo tako rekoč ta družinski diskurs, recimo prevaranega soproga ali pa soproge, je naenkrat prišel v politiko. Skratka, namesto političnih tem imamo te ljudske. V tem je bil dejansko dosedanji premier spreten, da je ljudsko govorico lansiral v najvišjo politiko. Je pa se, zgodaj se še nekaj, če opažate to, da značilnost politike je bila javni nastop akterjev pred kamerami, pred novinarji. Novinarji postajajo neka vprašanja ali pa v nekih oddajah sodelujejo. Po porazu je pa vodja
Svobode se je odločil za Instagram. Kaj pomeni Instagram? Ni več dialoga z novinarjem. Ti lansiraš točno temo, ki jo hočeš, ki ne dopusti ta modus nobenega vprašanja. In to mi se govori tudi o nekem kljub napovedi, kako bo to vse uspel on neutralizirati, k nekem nezaupanju v uspeh oziroma v konfrontacijo. Če ne bi mogel, če bi na tiskovni konferenciji to izrekel, bi kdo lahko vprašal, s kakimi sredstvi, kaj pa mislite uporabljati, kako boste to onemogočali, če si tako, doma se posnamaš, tega ni. Hvala. Jaz bi se še za trenutek zaustavil pri recimo snujoči se koaliciji, če pač bo šlo v tej smeri in se potem vrnemo seveda tudi na aktualnega predsednika vlade. Gospa Petrovčič, govorili smo o demokratih, sedaj, če smo že pri aktualnih zadevah, mislim, da je danes Logar govoril v tem smislu, da trenutno, kdor vabi na pogovore, je še vedno samo Golob z desne sredine, da še ni dobil nobenega povabila. Zdaj, moje vprašanje je to, kako se bo Logar nekako izmazal v tej situaciji, da bo recimo pristopil v eno ali drugo vlado. Govorili smo o tem, da je poslanska skupina nekako, bi znalo biti pač, da se lahko razbija, ali da eni poslanci bodo podprli eno stran, eni bodo podprli drugo. Zdaj, tukaj se predvsem, ko se govori o pogovorih z desno sredino, menja dva poslanca, ki sta negotova. Eden je Franc Križan, ki je vodil konstitutivno sejo, tudi zaradi pogovorov, recimo, ki jih je imel naprej s Svobodo, takrat, ko so se o mandatno-volilni komisiji pogovarjali. No, vse zadnje tudi veliko komplimentov dobil prav strani poslancev Svobode na konstitutivni seji. Drugi pa je Robert Potnik, on pa tudi zaradi tega, ker je podžupan v Radljah ob Dravi, kjer je župan SD-jev. Kako torej v tej sliki, kako bo nastopil Anže Logar in kakšne so njegove karte, recimo tako? Ja, Anže Logar ima en velik problem. Prvič je on, recimo že ko se je na nek način odcepil od SDS-a, je šel tako kot nekako, bi človek rekel, zelo čustveno. Mi smo to dojemali čustveno in tudi on je nekako odigral to vlogo nekega sina, ki mu oče ni dovolil in mu ni prepustil kmetije, no tako zdaj pogojno rečeno, kot da bi gledali tak film, in on se je zdaj odločil, da gre na svoje. Zdaj, kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, da Anže Logar ni prišel v državni zbor, To je zdaj velika katastrofa za Anžeta Logarja, namreč tako zdaj lahko beremo, da mu je bilo ponujeno, oziroma ne njemu, on zdaj pač ne more imeti nobene funkcije, ker ni poslanec, ampak demokratom je bilo baje ponujeno mesto predsednika državnega zbora in zdaj je spet, če je to drži, je Anže Logar rekel ne, to pa ne, a veste, to je spet neko, tako pogojno rečeno, malo otročje čustveno obnašanje. Zdaj, če je nekdo politik in če je pameten politik, bi rekel, v redu, vzamemo to mesto, pa ne bo zdaj nekdo od njegovih poslancev in bo predsednik državnega zbora in bi šla ta stranka naprej. Jaz v tej politiki, že omenjeni dr. Robert Golob, pa zdaj Anže Logar, vidim ogromno nezrelosti, vidim toliko nekih čustvenih reakcij, tako da me prav čudi, kdo so te ljudje, kako da reagirajo tako čustveno, česa so bili oni prej v življenju navajeni, recimo tako psihološko gledano. Očitno so to pač neki moški, ki jim je bilo mogoče zelo udobno živeti do zdaj, pa so mogoče navajeni nekaterih situacij, kjer oni in njihova volja prevlada in imajo oni o sebi eno drugačno mnenje, kot pa je v bistvu realno. In zdaj Anže Logar ima problem zato, ker ni v parlamentu, njegove poslance snubijo na razne načine, on na tem pregleda nima. Zdaj, karkoli oni njim ponujajo, on ne more reči ne, Jane, ne, ker on ni vključen v to igro. To je velik problem zdaj. On tudi ne more, on lahko pride v parlament kot gost, a ne.
vzame kartico, je gost in zdaj on ne ve, kaj se oni pogovarjajo v pauzi, kaj se pogovarjajo na kavi, s kom gre kdo na kavo. Vemo, da je bila afera v prejšnjem tem sklicu, da je recimo so ljudje iz Gibanja Svoboda šli mogoče na kavo ali pa da so na hodniku pozdravili nekoga iz Nove Slovenije, pa je bil škandal, pa so jih vrgali iz stranke. Skratka, to so zelo čustveno napete zadeve in seveda, ker je pač ta stranka očitno ima neke šibke člene, ne, in Veriga vedno poči pri najšibkejšem členu, se potem, tako kot ste navedli, dva poslanca, se že dogajajo te prijemi, mogoče izsiljevanja, neke ponudbe, neko zvijanje rok ali kakorkoli bi temu rekli. Tako da jaz mislim, da ta stranka demokratov je pravzaprav šibki člen, vključno s tem Anžetom Logarjem, ki ni poslanec. On je pravzaprav se ločil, jaz razumem mlade moške, to so moški, ki so stari od 40 do 50 let, mogoče 45, oni bi na nek način tudi radi prevzeli, se to se razume, jaz imam dva sinova, jaz vem, kako moški razmišljajo, a ne, mislim, to meni popolnoma jasno, ti moraš mladi osebi, pa konc konci tudi ženskam, no, ampak mladi osebi moraš v enem trenutku nekaj ponuditi in on je zdaj tukaj izvisel, ne, jaz to popolnoma razumem, ampak problem je v tem, da je mogoče odreagiral čustveno in tudi na vse te ponudbe, zdaj vprašanje, kako bo zdaj, ne, on bi že bil predsednik državnega zbora, ampak ne more biti, zdaj, če on ne more biti, a dovoli, da je nekdo njegovih. Ne, ja, to pa najbrž ne, ker ni on, ne vem, zdaj ugibam, prosim, jaz ne poznam notranjih razmer, ampak na zunaj je to tako videti in zato je ta stranka po moje najšibkejši člen tega, tu bi jaz, če bi vodila strategijo, koga napademo, ne, komu ponudimo, bi se točno fokusirala na to stranko, ne na Zorana Stevanoviča. Zoran Stevanovič je zelo, a veste, deluje, prosim, jaz ne poznam teh ljudi, nikogar ne poznam, razen zdravnice Senčar, on deluje, da obvladuje svojo skupino in svoje poslance. Pri Anžetu Logarju, jaz nimam tega občutka, se je tudi v kampanji nikoli ni rekel, s kom bo šel, no. Ja, bo šel s tem ali z unim, ali kaj, na koncu zadnji dan je rekel, ne s tem, ne z unim, ali da bo nek most, da bo povezovalno, to se meni vedno zdelo otročje, no, prostite, ne vem. Ja, jaz da tole gledam malo drugače. Zdaj se dogaja, seveda, širjenje vse mogoče govoric pa scenarijev. Recimo sam premijer odhajanju je rekel, da ga je prišel vodja resnice mora dovod, da bi ga podprli. Ne vemo, kaj je res, kaj ni res. Skratka, to so tudi ideje, kako usaditi nezaupanje v drugo stran. Kako nekoga prikazati kot dvomljivega. In recimo, ampak vzemo objektivno, ne, imamo možnost, da rečemo, da bi kakšen poslanec bil žrtev vabe, svobodine vabe. Ampak vsem, poglejmo, zakaj bi nekdo to storil. Demokrati so stranka, ki je enako nastala iz nič, iz lika Anžeta Logarja. Trudil se je svojo ekipo okrog 2-3 leta, da formira stranko. Ta hip ima vsaj dve diferenci specifiki, ki ga ločujejo od vseh. Ena je njegova vloga pri parlamentu, pri preiskovanju Irangate in drugih stvari. Skratka, on se je definitivno soočal s korupcijo in poskušal na nek način to razkrinkati, omejiti. In njegov program je ta sloviti skok, ki bi bila organizacija, ki ne bi bila papirnati tiger, več tako, diskusijske narave a la KPK. Druga je seveda politični govor, ki ga je zadnja leta prezentiral, in to je seveda ta, da je sicer precej recimo pro-konzervativno, pa rečemo liberalno, desno usmerjen, ampak da način konfrontacije z nasprotnikom je pa drugačen. Skratka, stranka ima svojo bit.
In če vzamemo tako, tej stranki se kaže seveda lepa perspektivna prihodnost. Čim je v vladi, pomeni, da ima ministre, pomeni, da se njene ideje širijo, pomeni, da tudi poslanci dobijo večji pomen. In z tega stališča seveda jaz bi tehtal, a je en ali dva glasova, ki bi šla prebegant, a v resnici dobita kaj bistvenega napram temu, kar bi lahko dobila, ako pride demokrati kot celota v vlado. Je pa seveda čas pa frenetičen v tem smislu, da kar je po svoje tudi neugodno, tako rekoč vsakega žigosa, kot je bilo prej omenjen, grem na kavo s političnim nasprotnikom, pa pomeni, da prestopam k njima. Skratka, neke najbolj normalne človeške drže, da si ti sposoben pogovora, nekaj drugega je, če se dobi mest v zakulisju nekje skrit z nasprotnikom. Če se dobita pa dva v enem srednjem kafeju, kjer vsi vidijo, ali pa v parlamentu, je to popolnoma drug modus in mislim, tam modus, ki v tej deželi manjka. Ravno to, da smo navzlic razlikam sposobni tudi pogovora. Hvala, dejmo še spregovoriti o zadnji, recimo, koalicijski stranki ali vsaj v tej vladi, ki naj bi se snovala Nova Slovenija, ki je morda v tem kontekstu s svojim predsednikom delovala zelo aktivno. Jernej Vrtovec nekako je postavil ali vsaj se je oglašal, največ se je oglašal v zvezi s tretjim blokom, postavil je že od začetka kampanje zelo jasno recimo ta gospodarski program, ki ga še vedno zagovarja. S tem gospodarskem programu se v marsičem prepoznava tudi resnica. Demokrati, kot ste omenili, imajo ta element boja proti korupciji tudi zaradi zgodovine Anžeta Logarja in spet z enim konkretnim programom skoka. Kako vidite morda ta pristop, vprašanje za oba, morda bova z gospodom Nežmahom začela. Torej, ta pristop, ko dejansko so, če se ne motim, celo pred volitvami ali takoj po volitvah predstavili ta program intervencijske zakone, skok in boj proti korupciji na tak, recimo, bolj sistematiziran način prikazan. Ja, z prihodom Vrtovca se je definitivno spremenila stranka Nova Slovenija. Če primerjamo prejšnje voditelje, kot so bili Tonin pa še gospa Novakova, je bilo to liki, ki jih ne bi mogli opisati z besedo politična odločnost. Ampak, in tudi ne s kako silno energijo ustvarjalno, ampak recimo, ali treba je tudi korigirati poteze SDS, potege. Skratka, vzeli so si neko umestno držo, ki je se rezultatsko prinesla zelo malo. Vrtovci nova ekipa želeva eno energijo. Energijo, plane, ideje, ki jih naredijo in tudi alternative. Ta platforma sredine je en novum in obenem dejansko daje trem strankam veliko moč, ki je bila prej nezaslišana. Nikoli se ni pojavil ob, vedno smo imeli konfrontacijo dveh, recimo tretji blok. Jaz se spomnim po neuspehu Jankovićevega sestavljanja vlade, da je bilo nekako malo se začel špekulirati, kaj če se bi takrat združili Virantova lista, pa Desus, pa SD, pa Nova Slovenija, pa bi naredili neko tretjo pot. Ampak nikoli nič podobnega ni bilo. Onkraj govoric to ni segali. Zdaj imamo to dejansko na papirju z idejami in to prinaša še eno veliko prednost. Naenkrat se namesto o kupčijah oziroma položajih govori o konkretnih zakonih, ki nas vse zadevajo. In to je, se mi zdi, izjemno
dragoceno v tem smislu, ker to dejansko omogoča platformo, okoli katerega se stranke zberejo. Tako da, in tudi če vzamemo recimo to a priorno držo, skratka, da se pravzaprav nimajo kje pogovarjati svobodo, ker je, če vzamemo tako, no, to je pa dejansko zgled bil v preteklosti, kako modra stranka ali pa državniško usmerjena ne deluje. Kaj so naredili z komisijo Tamare Vonte? So cel vrh Nove Slovenije ovadili tožilstvu in jih procesuirali. In potem mesec kasneje boš tem istim ljudem ponujal sodelovanje v koaliciji. Mislim, to je samomor, hočem reči. Preudarna stranka tega ne naredi. Seveda, handicap, oziroma se ne handicap, bit svobode predvsem v tem, da niti ni stranka, da jo ponese gibanje, ki jo je ustoličal za dominantno silo, v vsem smislu, da ni bilo treba nobene političnih, kako bi rekel, niti dogovorov imeti. In zdaj, skratka, so v vrh stranke prišli ljudje, ki so bili ratoborni. Poznamo bivšo predsednico državnega zbora, ki je slovela potem, kako je disciplinirala in prevzgajala poslance, kako da se obnašajo. Voditeljice posameznih sej so enako počele v parlamentu. Skratka, v temle parlamentarnem delu Svobode so bile naplavljene persone, ki so pravzaprav peljevale tako, rečemo, moralno diktaturo ali nekaj podobnega. Ne persone, ki bi iskali dialog, ki bi dopuščali. V parlamentu je pa tisto najbolj samoumevno, da kot predsednik dopustiš kritiko svojemu najhujšemu nasprotniku. To je smisel. Tega niso počeli. In znotraj sebe so imeli bržkone tudi koga, ki bi bil sposoben dialoga, ampak ti so bili sekundarni igralci. In ker je stranka ustvarjena torej na ta način, si zapira vrata, oziroma si zaprla vrata za kakršenkoli dialog z Novo Slovenijo. Gospa Petrovčič, torej, vzemimo to kot izhodišče. Gibanje Svoboda si je zaprlo vsak možen dialog z Novo Slovenijo prav zadevo Dars in Hajdinjakom po eni strani, ki se ga je potem nadomestila družina Ribič na Darsu in pač vemo, kaj se je še vse zgodilo tam. Hkrati in na tak način pač so si zaprli vrata, hkrati pa dejansko v tem prvem delu, ko že vse skozi govorimo o morebitni četrti Janševi vladi, SDS dejansko se še ni pojavil v prvi osebi, Janša se še ni pojavil v prvi osebi. Dejansko do danes to zadevo pelje naprej prav recimo ta sredinski blok, imenujemo ga tako, in Jernej Vrtovec, kjer Janša pravzaprav mora šele nastopiti eno svojo pravo vlogo. Ja, to ste zelo dobro ugotovili, tudi jaz sem mislila tukaj dodati to zadevo. Namreč zdaj po teh volitvah mi opažamo, da dejansko Janez Janša tudi zelo modro ravna in se ne postavlja v prvi plan. On je že v predvolilni kampanji, on je seveda hodil okoli po Sloveniji, govoril s svojimi člani svoje stranke, ampak ni bil tako izpostavljen in je pravzaprav zelo modro dopustil, da še nekdo, mogoče ta, rečemo, mlajša generacija, ki sem jo že prej omenila, recimo Jernej Vrtovec, da tudi oni nekaj povedo, kajti oni bodo zdaj njega potegnili in njega in pač vso to Slovenijo, našo vlado, ven iz tega, kamor smo padli, iz tega brezna. Namreč, lejte, Jernej Vrtovec in ta trojček, povezava Nove Slovenije, potem fokus Marka Lotriča in Slovenske ljudske stranke, ki je praktično v teh letih, v 2 mandatih v bistvu propadla, je sploh ni. Zgubili so tudi evropskega poslanca Bogoviča. Oni so naredili zelo dobro potezo prvič, da so se povezali in zdaj skupaj drug drugega na nek način gradijo. Druga zelo pomembna poteza pa je, da so s tem, ko so prevzeli to vlogo, zdaj v tem trenutku oblikovanja nekega programa, da gre Jernej Vrtovec naprej, so praktično povozili to, kar je dr. Robert Golob ves čas
To je bil del njegovega programa uničenje janšistov. A ne? In zdaj, če greš ti kot blok na stran Janeza Janše, zdaj ti tudi prevzameš, rečeš v redu, pa dajte mene uničiti. Ne? Vsi smo zdaj janšisti, ne? Kot bi rekli, vsi smo, pač se veste, to so te akcije, nekomu se nekaj zgodi, vsi smo zdaj ta. Torej, tudi oni so zdaj na nek način figurativno postali janšisti, s tem so popolnoma izničili vse te parole, borimo se proti janšistom, zdaj že postalo desni populizem, a zdaj že to populizem, skratka, uničili so to idejo deljenja Slovenije in izključevanja enih, ker so pač taki, ker ne mislijo tako kot mi, tako da so to zelo dobre poteze, tako Janeza Janše, ki je zdaj dovolil, da oni pridejo v ospredje, tako kot ste dobro ugotovili, in seveda Jerneja Vrtovca, ki je Novo Slovenijo zdaj popeljal v nek nov prostor, seveda prej gospod Tonin, ki je postal potem evropski poslanec, je tudi vse skupaj se je dogajalo s tem časom covida, ne? In s temi tviti Janeza Janše, ki tudi mogoče niso bili vsi vedno na pravem mestu, ne? Vse skupaj se je zdaj ublažilo in tudi ta ideja boja proti janšistom zdaj je malce ublažena. Zdaj kar nalepam, kaj zdaj, Vrtovec janšist, a je Zoran Stevanović zdaj janšist, ali kdo je zdaj, ne? To se pravi, ne da so jih počistili, enostavno se bo ta parola zdaj na nek način izgubila in to je zelo dobro. Ampak zanimivo v tem kontekstu je, kako se recimo ta percepcija in morda tudi z medijskega vidika spreminja malo da ne iz tedna v teden. Do tedna pred volitvami dejansko problematiziranje janšizma je bilo v ozadju, potem se je zgodila afera prisluškovanja in preobrat v afero izraelske paraobveščevalne službe in takrat smo imeli spet zadnjih par dni pred volitvami moment anti-Janša. Takoj po volitvah pa spet o tem, malo da ne, mislim, spet ne govorimo več o tem janšizmu in čiščenju janšizma, kar je dejansko še nekaj dni pred volitvami bilo aktualno. Kako gledate, gospod Nežmah? Ja, zdaj ta anti-janšizem pred 4 leti je bil cepljen na neke realne dogodke. Skratka, COVID je povzročil nek močnejši nadzor družbe, izgubil si eno serijo svoboščin in seveda, kdor je to doživel zelo osebno, je pokazal na predsednika vlade. Isti ukrepi so bili po Italiji, še hujši, Franciji, vse posod, pri nas je bilo to, posod so recimo v Franciji so demonstrante streljali celo z naboji umetnimi in marsikakšen je celo oko izgubil. Pri nas je to dejstvo, da so enake, bi rekel, solzivne bombe uporabljali, veljajo kot največji možni zločin. Skratka, te restrikcije so bile realne in ko so se združile z antijanšizmom, so potem delovale v rezultatih 2022. Ampak res je nekaj, da politični spomin je relativno kratek. Ljudje celo novinarji se ne spomnijo, kako je bil, imajo recimo za gosta, za komentatorja, analitika, nekoga, ki je bil tajnik velike stranke Drnovškove. Noben ne vidi, mogoče to neko neskladje. Ali pa da ga bi opisali, saj sedaj analitik, nekoč tajnik ali pa desna roka. Med državljani je seveda tudi ta pozaba kar močna. Namreč dejstvo je, da skozi leta prihajajo druge tegobe, druge težave. Skratka, Golobova vlada je prinesla nove probleme, ki so seveda postali bistveno bolj vitalni in krucialni kot spomin na trpek COVID časa. In z tega stališča ta ista retorična formula uspeha antijanšizem se je nekako postala prazna ali pa ni več, bi rekel, zmagoslavna. Je seveda še pomembna, še vedno igra, pa mobilizira mnoge, ni pa več ključni igralec na odru. Mene zdaj ob tej zadevi najbolj nenavadno mi je recimo ta sprega tajne policije Sove z vlado.
Imamo torej dogodek, ki se mu reče Black Cube, ki se, jaz mislim, stališča novinarstva čisto razumljiv, da v njem pišeš. Ti imaš neke indice, jasno, da to, zakaj ne bi o tem pisal, sploh če vidiš recimo Janšo kot princa teme na nek način. Ampak drugo vprašanje je, koliko je to kredibilno, oziroma koliko ima to sploh tožilske pravosodne teže. Zdaj, Sova je ta ena organizacija, ki običajno molči, ki majga sporoči. Zdaj, to, kar je zdaj nastopala, je še nikoli ni. Skozi pove nek majhen detajl. Zdaj, to, kar mene preseneča, je ta družbena toleranca do manipulacije, očitno Sovo. Tudi stališča, rečemo, razumnikov, civilno-družbenih ali pa liberalnih, libertinih, levih. Skratka, to ni nikakršen dokaz, da pride šef te institucije pa pove, ja, ne da prinese neke dokaze, ampak tako sploh ne prinaša dokaze. Vse njegova funkcija ni prinašati medijem dokaze, ampak večjem vladi. In torej ta toleranca do zlorabe te institucije je pravzaprav neverjetna. Recimo, zdaj smo imeli na naslovnici moralno-politični lik vodje resnice, sporen delovanje Sove, kaj počne naenkrat, tega pa ni. Oziroma, sploh ta moment se zdi meni neverjeten. Vzamemo dobrohotno, da na svetu je vedno vse možno. Tisto, kar mislimo, da ni, pa rečemo, da je bil zadaj nek komplot. Ampak, če ima zdaj tajna policija neke dokaze, potem bi pričakoval, da to lansirajo kriminalistom, tožilcem in tožilci razpišejo bodisi tiralico z zlohotnimi Izraelci ali pa nekaj podobnega. Če jim pa izrečeš prepoved vstopa, pomeni tega sploh nisi procesuiral, držiš na ravni te retorične pa politične napetosti. In to je to. Če pa je kaj zloraba torej teh organov, je pa to. Tako torej, ta afera, koliko po vašem mnenju bo lahko, mislim, bo še aktualna v tem mandatu, če bo, kaj se bo raziskalo, po eni strani prisluškovanja in po drugi strani zadeva Black Cube. No, seveda je ta afera pokazala katastrofalno stanje v Sloveniji, prav dokazljivo, ljudje so to povedali, kaj se dogaja, da imamo župana, ki jemlje 10%, da se tega župana nič ne prime, da je dobesedno teflonski župan, da se menjajo sodniki, če je njegov primer, že samo to bi bilo dovolj grozno. Potem tisti prisluhi, da je neka ministrica, ki je menda vzela 2,5 milijona na enem projektu, koliko je šele druge, tukaj imate tudi neko železniško progo, jaz ne vem, zdaj lahko si, dokler to ne bo raziskano, se mi lahko mislimo vse. Jaz si lahko res vprašam, res, koliko je pa potem v Novi Gorici, recimo, mislim, to si vsak iz Nove Gorice lahko misli, ali pa kjerkoli druge. To je kriminal, ki absolutno ne bi smel zastarati, ne glede na to, katera vlada je, če drugače ne, pa recimo evropski tožilci bi morali svoje narediti, če je v katerikoli od teh projektov, in to je, recimo kanal C0, je en tak projekt, je vpet evropski denar, če drug ne, bi morali ti evropski tožilci zdaj mogoče malce jim zvoniti neki zvonovi in jaz upam, da je tole zdaj prišlo tudi v Bruselj, kajti čeprav beremo, je dr. Robert Golob poslal tja te makaroni posnetke in so oni lahko to tudi gledali in so si prav gotovo mislili svoje, kakšna država to je. To se pravi, to absolutno mislim, da bo odmevalo, če ne v tej vladni koaliciji, katerakoli pač bo to prišlo nekam na ene druge kraje in se bo drugje to razčiščevalo. Torej, imamo afero Black Cube, ki se mora nekako razčistiti. Po drugi strani imamo seveda afero prisluškovanja, ki pa govorimo o 10%, govorimo o pač speljevanju denarja v podjetja svoji lasti, govorimo o privatizaciji GEN-I-ja. Kako pomembno in ali je sploh mogoče, zdaj, če
postavimo drugi pogled, da Robert Golob nekako sestavi to vlado, ker je to zdaj bistveno tudi zaradi teh zadev. Doslej smo govorili o morebitni četrti Janševi vladi. Je po vašem mnenju mogoče, da v dani situaciji Golob nekako sestavi svojo vlado? To je bil čudež. Sploh, ker to, kar smo se zdaj ste omenjala, je takole. Black Cube se ne da nič razčistiti, ker tle ni ničesar, kar bi se razčistilo. Je v Londonu. Če bi imeli dokaze, da je nekdo storil neko kriminalno dejanje, potem bi ga procesuirali. Skratka, dokler pa nimaš, je pa to idealno, lanširaš nekaj že bo, more biti, ne moramo pokazati. Recimo tele procenti in podobno, veste, en problem je, da korupcija ni nekaj, kar bi ti z enim zamahom presekal. Tudi Evropska unija se tukaj ne nič angažirala iz preprostega razloga, ker to je unija suverenih dežel. Komisija ne preiskuje početje česarkoli v drugi deželi, izjema so bila samo Poljska pa Madžarska in to ne zaradi vsebine, ampak zaradi politične drže oziroma zaradi drže ultrasuverenizma oziroma dobesednega suverenizma. Zakaj je Jugoslavija propadla? Jugoslavija je propadla že po konceptu, ker če si imel 6 republik pa 2 pokrajine, torej 8 članov predsedstva, in če odločajo o usodi z večino, potem gre za neko malo vsiljevanje ali pa diktaturo. In Evropska unija je torej narejena ravno zaradi tega, ker je iz druge formacije nastala, je narejena s konsenzom. In če imaš konsens, ima torej vsak član pravico, da je tudi proti. Ne more biti to zdaj, če ti izpelješ svojo konstitucionalno pravico, da kdaj nasprotuješ, ne moreš biti zdaj, bi rekel, problem te unije. Problem unije je v tem, da mora sprejeti vsebino takšno, ki bo seveda na nek način sprejemljiva za vse. Torej bi mogel z drugimi predlogi prihajati, kot prihajajo. Ob sami korupciji, ki se je ključna stvar, pa jaz dejansko mislim, da to je potencial za Logarjevo stranko. Namreč, kaj je najboljše zdravilo, je javnost in transparentnost dela. Zdaj mi imamo neke pogodbe, svetovalne, potem, kot omenja Vida, se pravi neke postaje, ki delajo za silne denarje. Zdaj, če pogledamo javne razpise, nekje se iščejo, ne vem, tajnico ali pa nekega zaposlenega v podjetju, pa se jih jav 200. Pa imate pa projekt za desetine milijonov, pa se jav 1, noben ali pa 2. Se vprašamo, zakaj podjetja ne bi imela interes pri najbolj dobičkonosnih podjetjih sodelovati? Jaz se moramo vprašati, zakaj? A veste, podjetja so racionalna. To je čas, da se prijaviš. Ogromno ljudi mora biti aktivirati. Časa, denarja, energije. In če ti veš, da je na drugi strani so persone, ki so se vnaprej dogovorile, zakaj bi tratil svojo energijo. Zdaj bi mogel gledati dejansko tudi vse javne razpise, ki so taki triki, nekoga zdaj le prebiram pri opremi kliničnega centra, so spremenili tako za par centimetrov, mora biti posla daljša, pa krajša. In ker imaš take nova pravila, recimo nekdo izpade. Skratka, nadzor nad vsemi temi razpisi, ki bi se pa lahko dogajal zelo preprosto, ti bi mogel samo vključiti družbo vključevanja, se pravi strokovnjake iz medicine, da oni povejo ob takem razpisu, kaj si mislijo. Ne, da ga nek anonimna ekipa napiše in pošle in potem ga imamo in rečemo, vse je popravil, ampak ves čas bi rabil ti nadzor javnosti. In zdaj, če bi rekel, ena zame najbolj koruptivnih stvari v tej državi je trenutno gradnja stanovanj. Namreč, dobro, to je bil sistem, ki je Titova Jugoslavija gradila stanovanja. Ampak kaj je značilnost? Zgradi se par tisoč stanovanj, kandidatov je pa ne,
par 100 tisoč. Torej, po kakem ključu boš ti dobil razdeljeval stanovanje? Če boš v enem kraju bi napovedal, zdaj bomo imeli pa vodovod, potem ga napelješ k vsakmu. Skratka, če deliš stanovanje, pa rečeš, ok, vsak je mlad dobi stanovanje, moraš imeti tako količino denarja, da jim to nudiš. Če tega nimaš, imaš potem en sistem, ki daje določeni skupini privilegije. Se pravi, 97% ljudi od tega nima nič. In hočem reči, zdaj, ne da bi človek bil proti skrbi za ranljivejše skupine ali pa manj prosperitetne, ampak v tem primeru bi mogel imeti bolj racionalni zakon, ki vse tretira enako. Pomeni, če si nek, recimo, status mlade družine, dobiš od države malo subvencije pri najemnini. Ga dobi vsak, ki je v tem in tem položaju. Ne, srečnaš. In pri stanovanjih se pozablja še nekaj. Sem pa tja so imeli celo, ker je bilo nemogoče, so žrebom odločali. Žrebom odločali, kdo ga dobi. Kaj ima pa to za demokracijo žreb? To je loterija, kocka, kockarnica, perla. Ko smo že pri tem, naslednja vlada, katerakoli že bo, se bo morala spoprijeti tudi recimo z težavno gospodarsko situacijo ali vsaj javno-finančno. Če se ne motim, lani 2,5% javnega primanjkljaja v trenutkih oziroma v obdobju, ko smo živeli eno pozitivno gospodarsko obdobje. V tem trenutku, mislim, na letni ravni smo že okoli 3%, kar pomeni je tista recimo linija trojke, če jo tako želimo poimenovati, koliko zastarelim izrazom. V prvem četrtletju letos 700 milijonov evrov primanjkljaja. Pišejo pa se dejansko hujši časi zaradi geostrateških okoliščin. Kako se bo naslednja vlada tega lotila in kakšna je po vašem mnenju danes ta situacija? No, ta situacija je zelo kritična, vse tisto, kar so ekonomisti opozarjali, se zdaj dogaja. Namreč ekonomisti so opozarjali seveda, to je tako kot bi recimo jaz, ki imam mogoče še majčkan sala, pa imam malo rezerve. In potem so hudi časi in potem shujšam, ker imam to rezervo. Zdaj naša država je pa že zdaj prišla do ene zelo take suhe situacije in nima več te rezerve. Ekonomisti so rekli, dajte, vedno mora imeti proračun eno določeno rezervo, ker hudi časi vedno pridejo, in če bo se res zgodilo nekaj hudega, potem bo problem. Sej mi ne moramo iti do roba, ampak mi smo šli zdaj točno do roba. In to je ta velik problem. Zdaj seveda oni so razpisali te nesrečneži iz Golobove vlade spet državne obveznice, ampak točno, ko se je začela zdaj ta vojna na Bližnjem vzhodu. To se pravi, spet ne bo nihče kupil. Kdo bo zdaj kupil državno obveznico, se sploh ne vemo, kaj bo. Ker ti kupiš državno obveznico, če imaš zaupanje v sistemu državo, da bo mir, če ne, pač tega nimaš. Zadolževali so se na kitajskem trgu, pa na japonskem trgu. To je največja neumnost, ker japonski trg, a veste, na jen mi nimamo vpliva in v bistvu tudi kot švicarski franki, to je ljudem bolj poznano v Sloveniji, ti se zadolžiš v valuti, v kateri ti služiš denar. Če ne prideš v te škarje, kar na lepem so oni, je bila večja vrednost švicarskih frankov in tak je imel kredit zavrniti, namesto da bi vrnil 10 tisoč, je mogel kar na lepem vrniti 20 tisoč evrov, ker je bil švicarski frank toliko več vreden. To se pravi, to se ne počne. Finančno gledano, to je grozljivo, že iz tega finančnega razloga bi nas morali biti strah, zato ker vi ste rekel zdaj kako. En sam način je, enostavno je treba odrezati. To je zdaj vitka država, bo morala postati vitka država. Vsi ti, ki so vrgli te svoje, tako rečemo, šlaufe, te cevi, pa prečrpavajo zdaj ta nektar v svoje privatne žepe, te šlaufe bo treba zdaj porezati, ni druge. Nevladne organizacije, bo kriza, bodo vojne razmere, ali kdo ve kakšne, bodo rekli, žal se ste luštkani, ampak tako več ne bo šlo, moramo zdaj začasno tole prekiniti. Enostavno potrebujemo vitko državo in ne da se zdaj, a veste, pri nas je tako,
Obljubijo, je zakon in zdaj kar na lepem so upravičeni, tako kot je prej rekel kolega Bernard, recimo do stanovanj, do tega, do onega, te pravice se samo širijo in zdaj bo treba iti v ožanje teh pravic. Prav ste omenili, ne, to stanovanjska politika, enostavno ti moraš ustvariti razmere, da si vsak, ki je priden in delaven in ki varčuje, lahko sam kupi in tudi zgradi hišo. To je treba dati ljudem, ne pa da mi zdaj talamo stanovanja in pride do korupcije in eni naši dobijo, drugi ne dobijo, tisti, ki so pa pridni, pa do stanovanj ne pridejo. Enostavno je treba ustvariti razmere, da vsak, ki je volen, ki je priden, ki zna, ki dela, ki je pošten, ki ni koruptiven, enostavno, da lahko živi. Ostali bojo pa pač se morali znajti in začeti delati, ni druge, odrezati te cevi, ki pretakajo ta nektar državni. Hvala, jaz bi zaključil ta del pogovora, preden predam še besedo poslušalcem, še z enim vprašanjem, istim vprašanjem za oba izhajata iz medijskega prostora in dajmo tudi na tem področju zaključiti. Seveda vpliv tradicionalnih medijev in vpliv novodobnih medijev. Oba poznate obe sferi. Torej, afera Black Cube morda je bila en tak simptomatičen primer, koliko morda imajo še stari ali tradicionalni mediji, imenujemo jih tako, vpliv. In morda tudi recimo pri propagiranju dolgotrajne oskrbe, recimo. Hkrati pa imamo nov naval novodobnih medijev, platform, podcastov, ki pa nagovarjajo predvsem mlajšo populacijo in to se je tudi poznalo na letošnjih volitvah, saj vzporedne volitve kažejo, da je mlajša populacija bolj glasovala desno-sredinsko kot pa levo-sredinsko. Torej, isto vprašanje za oba, malo en komentar na to medijsko sceno za volitve in kaj se sedaj kaže naprej. Ja, če vzamem primer Black Cuba, je tukaj ločiti več nivojev. Eno je, recimo, medij, ki je tednik, ki je to objavil, imel svoje argumente ali pa indice. Drugo je pa seveda, ko to pisanje naenkrat postane dominantna vsebina serij velikih medijev, kjer se nihče več ne sprašuje o detaljih, ampak tako je. Razkrilo se je, tako je. To je pa seveda, mene spominja na te oblike, recimo, splošne aktivacije, ki smo bili deležni v partijskem času, ko so naenkrat vsi mediji neko parolo lansirali, to je treba narediti, zdaj imamo stabilizacijo, zdaj imamo to. Skratka, ko se medij odpove premisleku, razmišljanju in temu še nečemu, tekmi konkurenčnosti, da je on ta, ki je vesti dobil. Pri nacionalki mene preseneča zdaj to, da imaš često začnejo z vestjo v dnevniku, ki jo je prinesel nek spletni portal. Ne novinarji, ampak kar prenesejo, kaj je en portal naredil in to ustoličijo za resnico. Mislim, za resnico, za faktum. To je seveda proti naravi in proti naravi že takole vzamemo, nacionalka je mastodont, je tudi formalno, pač, ste opazite še nekaj, da ljudje večinoma, razen, če se upokojijo, kakor vida, ljudje danes ne odhajajo z nacionalke. Tudi tisti, ki so v nemilosti, ostajajo. Razlog je zelo preprost, plače na nacionalki so najbrž ta hip daleč najboljše vsem žurnalizmu. Kar nam govori se o neki drugi anomaliji, da zasebni trg tukaj je irelevanten, skratka, ni stvar trga. No, druga stran je torej, da tako pomembna institucija ne skrbi za to, da je ona ta, ki proizvaja informacije, ki najde afere, ki jih pravzaprav razkrije, ampak povzema od drugih, malih
brez kakršnekoli distance. To je en moment, ki se je zelo, bi rekel, razširil v zadnjem Golobovem obdobju, to je definitivno. Drugo dejstvo je seveda to, da če vzamemo ta plas črne kocke, če poslovenoma, in medijskih odzivov, kjer je bila njena značilnost, pa smo ga dubali, evo, lump, sodeloval je, skratka, izdal nas je gor dol, kakšen je, spet taki, to je bil podtekst, ki je recimo mnoge pritegnil, da na zlic temu pravzaprav desna sredina oziroma desna polovica ni izgubila volitev. Skratka, pomeni, da osrednji mediji so najbrž prinesli marsikakšen procent več, ampak niso mogli pa celotnega trenda obrniti. To pomeni še nekaj drugega. Zdaj, recimo, veliki mediji, osrednji, se ne zavedajo nečesa, da so v tekmi z spletnimi portali, z vsemi mogočimi novimi. In ko, recimo, taka velika osrednja televizija pripoveduje o eni vsebini, eni aferi, pa ne pokaže druge strani, ali pa sploh ne gre reflektirati ali pa premisliti, so danes ljudje postavljeni gledalci v položaj neke frustracije. Tebe zanima nekaj več. Boš imel samo dva provladna komentatorja. In bi se rad stvar razjasnil. In ker je ta hip na voljo kar nekaj precej dobro postavljenih, se pravi, portalov in tudi drugih televizij, boš preklopil, boš šel na to gledati. Meni je bilo tako očitno, ko je teden, 10 dni so v Ljubljani ena izmed mnogih spopadov Jankovićevih varnostnikov z kmeti, ki branijo svoja polja in ta vodni vir, je prišel do nasilja, pretepa, ker so bili kmetje žrtve. STA je tukaj bila pač formalno korektna. Poročala o incidentu, da so kmetje žrtve. Kaj pa nacionalka? Nacionalka o tem javlja v Dnevniku čez 4 dni. Zato, ker je bila takrat slučajno tiskovna konferenca ljubljanskega župana in potem je 3/4 teksta tako njegov pogled na to. Zakaj bi mogel torej 4 dni čakati, da ti poročajo o enem dogodku? Recimo Planet TV je bil veliko bolj hiter in je v isti dan imel že celo zgodbo. Skratka, zdaj, če mene zanima, skratka, sem malo recimo kosovski ali pa okoljsko usmerjen, vidim tlele ni nič, bom šel pogledati, kam imajo tekmeci. In na ta način pravzaprav same velike televizije za svojo ignoranco pomagajo novo nastajajočima, ker gledalec vidi, kje manjka, kje luknja in gre pogledati tja, kjer mu prinesejo dodatne informacije. Tako da je ta medijska krajina, če uporabljam ta star partijski izraz, je tokrat najbrž v zgodovini najbolj zaživel, da še nikoli ni bilo tako živopisno in točk krajev, kjer ima tudi, recimo, imajo desne stranke svoja oporišča. Ja, isto vprašanje. Torej, lejte, tako je zdaj zadeva. Do zdaj so tej naši slovenski mediji, te glavni mediji, osrednji, živeli na račun dveh napačnih, lahko rečem, lažnivih predpostavk. Prva predpostavka je, da so mediji neodvisni, in druga, da so objektivni. Torej, niti eno, niti drugo ni res. In zdaj je seveda ta resnica prišla na dan, ker hvala Bogu imamo zdaj tudi druge medije. Namreč zdaj mediji niso neodvisni, ker mediji so podjetja, tako kot vsako podjetje, je odvisen od trga, od denarja, od prihodkov. To je ena stvar. Nacionalka je odvisna seveda od proračunskega denarja, pa tudi seveda nekaj od teh naročnin oziroma prispevkov, ki jih vsi mi plačujemo.
In zdaj, če je ta medij odvisen od državnega denarja, bo potem vrh tega medija, to je direktorji, vodstvo, uredniki, tako kot je povedal kolega, ki so na dobrih plačah, oni bodo naredili vse, da se prilagodijo tej situaciji. Isto je tudi s časopisi in s temi osrednjimi časopisi, ki jim seveda naročnina in prodaja seveda pada ravno iz tega razloga, kajti te ostali novi mediji pa temeljijo javno prav na tem, da pokažejo to resnico. Mi nismo neodvisni, imamo tudi reklame, a ne? In mi nikakor nismo objektivni, mi smo subjektivni, a ne? Kajti vsaka vest je subjektivna. Zakaj? Zato, ker je subjekt ta, ki nekaj naredi, subjekt je ta, ki nekaj poroča, a ne? In subjekt je ta, ki to gleda in posluša. In tukaj v tej verigi od dogodka poročevalca in tega, ki to spremlja, ni niti ene objektivnosti. A ne? In zdaj prej, ko mi priznamo v redu, te mediji so bolj desni, te so bolj levi, te so taki in onaki in govorimo to, kar je res in resnico, prej je potem situacija urejena. Dokler se bomo pa mi delali, recimo na nacionalki, nikogaršnji hlapci so bili vsi objektivni, oni si ne bodo dovolili, oni so neodvisni, vse to je laž. In zdaj seveda, recimo, če gledamo nacionalno televizijo, je bila zdaj zalita z denarjem, kaj bo z novo vlado in kaj bo s krizo in s finančno krizo, enkrat bo mogla ta resnica tudi usekati tudi po nekem osrednjem mediju. Tako da te novi mediji so dobrodošli, ker so pa dobesedno, tako kot je rekel kolega, v bistvu mi nimamo časa 24 ur na dan, ne morem jaz zdaj vseh medijev gledati, predvsem pa ne teh, ki govorijo eno in isto, ampak tako kot na Zahodu, kupim ta medij, vem, to je desen, to je lev, ta podcast, to bom pogledal, ker me to zanima, da izvem nekaj, s čimer bom jaz laže odločala o svojem življenju. Jaz moram tudi vedeti, a kupam delnico, a grem zdaj na dopust, a je letališče odprto, a je, zdaj kaj to pomeni, da so tega le kmeta. Razumete, mi moramo vedeti resnico, mi ne moramo se delati, da je župan fajn, če pretepajo njegovi pretepači te kmete. Ne? In še nekaj bom povedala zdaj apropo tega Jernejca, ki je bil pretepen. Jaz sem začela svojo službo pri občinskem glasilu leta 1981. Občinsko glasilo je bilo situirano pod SZDL, to je bila Socialistična zveza delovnega ljudstva in mi smo na občini Bežigrad živeli, torej te politične organizacije in pa naš časopis smo bili v drugem nadstropju. In nekega dne pride nek kmet v Škornjih, pisal se je Jernejc in je bil očitno dedek od tega Bodzga Jernejca. On je pa tudi imel nek problem, namreč bila je neka arondacija, že takrat je tista občina in ta oblast je hotela njemu nekaj vzeti, a veste, arondacija je vzela zemljišča, da so bila skupaj in on je ves čas se pritoževal, ampak poslušajte to, ne, jaz sem bila takrat pripravnica, meni se je zdelo, če pride en kmet pa v Škornjih, jaz ga moram poslušati, jaz sem tukaj v neki službi neke javnosti, a ne? In ta Jernejc pride, on meni razlaga, jaz sem pisala, nikjer ni bilo nobenega. Nakar mene čez pol ure zazvoni telefon in me kličejo, ti prosim, prid takoj, tlele imaš nekaj v uno sosedno pisarno, tja nasedeš te SZDL, sem gledala, pa kaj imam jaz s tem, sem pa rekla, gospod Jernejc, zdaj pa moram jeti, ne? Prostite. In grem tja in so se vsi ti funkcionarji SZDL-ja poskrili v pisarne in ta bogi Jernejc ni mogel nikomor povedati in tudi seveda mi nismo potem nič objavili in še vedno je tako. Uredniki pa rečejo ne, ker te nas plačujejo, te rečejo to, ono. Zato imamo mi s 4-dnevno zamudo objavo neke zgodbe, ki je pravzaprav samo reakcija. Lejte, kakšna norost, prav zdaj na koncu na televiziji. Nekega dne urednica pravi, joj, kolegi, kaj ćemo narediti, ne, ker so jo na svetu RTV kritizirali, zdaj pa, kaj ćemo narediti, zdaj, mi smo zdaj objavili reakcijo, oziroma nismo objavili tega protesta pro-life za življenje. Ne? In zdaj me kritizirajo, kaj vi mislite, sem nekaj poslušaj, lej, zdaj je bil protest za življenje, a ne, v redu, nisi objavila, ampak potem pride druga skupina, ki je proti njim in oni se skoraj da ne stepejo. Ne? Zdaj, a boš ti objavila pretep ali do katere faze ne boš objavljala, kdaj se boš odločila, zdaj bom pa objavila. Ne? In potem naši mediji objavijo reakcijo, oni objavijo, prišla je skupina, ki je proti tem, ki so imeli shod za življenje, ni pa objavila prve informacije.
Pa ne moreš to tako delati, ne moreš reči, stepali so se kdo, zakaj si iztepil, zakaj nisi objavila 2 dni prej, da so imeli te, pa potem še te. Razumete, kakšni absurdi so to v teh naših medijih. Končno še zdaj, lejte, to je od leta 81, ko so se vsi skrili pred Jernejcem, že pokojnim, Bog mu da večni mir in pokoj, do danes, ko tega vnuka, spet Jernejca, pretepajo. Pa kam smo mi prišli, no? Jaz sem prav zgrožena in to slučajno isti priimek Jernejc. To se me je prav dotaknilo. Tako da s tem bi končala in upam, da se bo zdaj končalo vse tole. To zavajanje, ta neodvisni mediji in vsi neodvisni in vsi objektivni, ker to je res največja laž tega slovenskega prostora. Najlepša hvala obema. Morda imamo čas še za kako vprašanje. Prosim vas, pač, če lahko strnjeno postavite vprašanje. Dober večer. Jaz sem Igor rojak iz Italije. In je ena stvar, ki me zelo zanima. Kaj mislite, v primeru, da bi Trojček predlagal Jerneja Vatovca za premijeja, mislite, da bi Janša sprejel? Gospod, to je pa zelo dobro vprašanje. Jaz vam na to vprašanje ta hip ne znam odgovoriti. Zdaj res vprašanje, če bi bil, bom tako rekla, mogoče politično moder, bi pa mogoče pa sprejel ali pa kaj drugega, kajti v tej zgodovini smo mi že imeli enkrat situacijo, ko bi, recimo, če bi on odstopil, pa bi en drug iz desnega pola prevzel, pa bi desni pol vladal. To je že enkrat bilo, ampak takrat se to ni zgodilo. Res vam ne znam povedati, ker premalo poznam, jaz teh politikov osebno ne poznam, ne vem, zdaj kako ravnajo na zunaj, to si pa lahko vidimo. Zdaj, če bi to predlagal nekdo, bi bilo tudi zelo zanimivo. Ja? Jaz bi mu, če bi jaz svetovala, bi rekla sprejmi. Ja, jaz bi mu tako rekla. Ja. Jaz bi rekel ob tem vprašanju tole, nekoč bi se to slišali kot lunatično. Danes je pa kot realna opcija. Ne, pustimo zdaj procentualno, koliko je možna. In to je velika sprememba. Velika sprememba, glede odgovora ne znam povedati drugega, ampak to ni več iz sveta nemogočega. Leon Kralj. SDS v vseh letih od 2000 do danes nikoli ni šel čez 30% in tudi ne verjamem, da bi šel. Kam mislite, se je prelevilo teh 6%, ki so jih dobili demokrati, če že Logar ne bi šel ven iz SDS-a? Ja, tudi to je zanimivo vprašanje. Recimo, če bi ta SDS razširil svoj področje tudi na mlajšo generacijo, kar je zdaj naredil. Lejte, zdaj v tej kampanji so bile same lepe mlade ženske. Meni je bilo to toliko všeč. Jaz sem tako vesela, pa seveda tudi moški, ampak jaz sem fascinirana. Vidite, to je tisto, če bi se to zgodilo pred par leti, bi pa mogoče Anže Logar tudi našel tu neko priložnost. Mogoče je tudi ta situacija dozorela in ti procenti bi, kot se meni zdi, pa kakor slišim, kaj so ljudje volili, bi definitivno šli k SDS-u in celo zdaj so mnogi ljudje, če ne bi seveda Logar govoril to, kar je pač govoril v tej kampanji, mnogi ljudje so mislili, da on dejansko, da je glas za Logarja, glas za SDS. To so mnogi mislili, predvsem mladi so to mislili. Tako da verjetno bi šli te, ali pa vsaj del teh odstotkov k SDS-u. Ja, jaz sem zagovornik tega, da imajo stranke svoje pravice, ljudje pravico, da jih ustanavljajo in da ljudje so jih pri polni zavesti tudi bolj ali manj, ali pa polni, kar je politično, medijsko sploh možna, za njih glasovali, da je pač to realno, teh 6 ali koliko procentov so glasovali za Logarja in
Se meni zdi po svoje tudi dragocen, ne da imamo samo en tip stranke, ki je rečemo malo konzervativno, liberalna, ampak da jih imamo več. Konec koncev to pravzaprav onemogoča tisto držo, ta pogled, da če desnica ne bi imela Janše, bi pa gladko zmagala, ali bilo tako, skratka, tista star Kučanov rek je vedno žaloval, zakaj nimamo žlahtne konzervativne stranke. Seveda, ko je bil desetletje dve v vrhu partije, ni nič naredil takrat, da bi imel zlatno konzervativno stranko. Skratka, to se je pol spomnil, ko so že konzervativne bile. No, ampak, če takole rečem, ta paleta, da si imel na eni strani Vrtovca, pa se pravi Logarja, pa tudi Stevanoviča, nam govori, da so imeli volivci možnost, da so za recimo bolj patriotske ali pa domovinske, kot rečeno, konzervativne vrednote in niso za Janšo. In kljub vsemu je rezultat kakršen je. Res je pa nekaj, da ti si priljubljen ali pa nepriljubljen, če vzamemo tako, koliko ljudi, koliko nas pozna osebno tega premiera ali pa vodje stranke. In imamo silna čustva, recimo nekdo je ga črti, nekdo prav tega ne morem videti, karkoli. Odkje to izvira, to močno čustvovanje, seveda ne iz osebnih izkušenj, ampak iz medijskih slik. Torej, medijske slike prinašajo. Zdaj je nekaj, v Sloveniji se formira navdušenje nad zmagovalcem mađarskih volitev Madžarja. Noben ne ve, kakšne v resnici dileme so tam, kaj bo sploh drugače, ako kaj bo, ampak silno čustvovanje. Tako rekoč se del Slovenije veseli, kdo je tam zmagal. Levica, zmagal pa desničar. Ja, no, pa imamo te paradokse, no, ampak hočem reči, a veste, imamo ta preseljevanje čustvovanj v politiko. Čustva so za zasebno življenje, ljubezni, prijateljstva, tovarištva, karkoli. Zdaj imamo pa v veliki meri čustva v politiki. Sploh ta negativna, ki se seveda potencirajo. Tako da tukaj se je bolj za vprašati, da ni problem konkretnih person, ampak pač to mediji proizvedejo in potem razmišljati o tem, da bi se mogel ene znebiti pa dobiti eno drugo, je irelevantno. Lahko je v primeru recimo kakšnega dejanskega korupcijske poteze, ki vrže dvom v lastno stranko. Takrat je zelo smiselno, da zamenjaš voditelja, ampak če ga nasprotniki ne marajo, to pa ni razlog. Tudi, če dodamo, kdo je bil najbolj popularen politik na lestvicah, ena najbolj popularnih je bila gospa Ljudmila Novakova. Na vrhu prva, druga, pa so bile pa kakšne volitve predsedniške, pa ni 10%, čeprav vem, dobila. Pa so bili, plenarna država je bila navdušena. Skratka, navdušeni so bili njeni nasprotniki v tem smislu, ker je šlo za pro verbis podporo, ni šlo za podporo realno z glasom ali čim podobnim. Ja, jaz bi še imela eno vprašanje, Veronika je moje ime. Kako pa ocenjujete vlogo oziroma figuro Marka Lotriča, ki se sicer medijsko ne pojavlja dosti, ampak kaj mislite, kakšen je pa njegov vpliv ali pa potencialni vpliv, mogoče mandatarstvo? Kako se vam zdi ta ideja? Ja, lahko jaz odgovorim, pa potem še kolega. Torej, Marko Lotrič, jaz sem veliko z njim, se veste, jaz sem pokrivala gospodarstvo, tudi urejala za zbornico in časopis. Marko Lotrič je podjetnik, on je, Američani rečejo self-made man, on je naredil samega sebe. To je popolnoma drug format politika in tudi človeka v Sloveniji. On ni nekdo, ki čaka, da mu bo nekdo plačal nekaj državni denar, in on je podjetnik v celoti.
To se pravi, on je začel, seveda res je nekaj, da je začel s panogo, ki je na nek način državno podprta oziroma tudi uzakonjena, to je meroslovje. Vi na vsaki bencinski črpalki morate imeti žig, da ustreza, da ta aparat deluje prav, da meri prav. To se pravi, to je ena panoga, to je tako kot vulkanizerstvo, ker moramo vsi gume menjati, ampak ne glede na to, on je uspel in on je seveda podjetnik na pravem mestu, zato je tudi on ustanovil, glejte, sam ni niti kandidiral, on ni kandidiral, on je predsednik državnega sveta, ampak da je podprl to podjetniško opcijo, da je zraven, da je tudi povedal kot podjetnik in obrtnik, kaj je prav in kaj ne, mislim, da ima velik pomen, drugače pa njegov pač ta želja ni, kakor jaz vem, da bi, torej mogoče, zdaj ste vprašala predsednik vlade, mogoče, sicer pa je on zelo rad predsednik državnega sveta. Tudi jaz sem ga nekoč vprašala zdaj v predvolilnem obdobju, ali bi prevzel to, da bi bil predsednik vlade, pa je rekel, no, mogoče, nekako, samo se mi zdi, da bo tukaj pri tem predsedniku vlade zelo veliko poklicanih in malo izvoljenih, kot se reče, da bo že tukaj nekega prerivanja tako veliko, da vprašanje, ali bi, drugače Marko Lotrič bi bil pa v vsakem primeru zelo primeren za predsednika vlade. Lahko pa se zgodi, lahko pa ga predlagajo, če bo ta skupina, ta trojček in bi bil zelo dober predsednik vlade, se mi pa zdi, da to ni njegov prvotni namen. Njegov namen je, on je tudi podjetje predal otrokom, njegov namen je, da se ustvari ena pametna, normalna, podjetniška in gospodarska klima v državi, da splezamo ven. To je njegov namen. Ja, zdaj bi pa še jaz nekaj dodala, glede na to, da dokaj dobro poznam te zadeve. Bi rekla tako, predsednik vlade je predsednik ene širine. Torej, imamo ogromno resorjev, ministrstev in to ne mora biti kar nek gospodarstvenik, recimo, ali kdorkoli. Torej, tu rabi človek eno znanje, eno izkušnje, večletno, torej mora biti zrel, poleg tega mora strateško delovati. Dolgoročno. Če gledate Goloba, vidite, da on kratkoročno, celo v enem dnevu od jutra do večera spreminja razmišljanje in tako naprej. Moram reči, da izredno sem bila prijetno presenečena, da je Vrtovec oblikoval to skupino. Kajti, treba je povezati, bilo povezati torej Ljudsko stranko, Novo Slovenijo in priključil se je podjetniški sloj, bom rekla. In s tem so naredili en močen steber. Ampak sami kot taki niso dovolj. In mislim, da tukaj se je igralo neko strateško igro. Če pogledate, niso slučajno prišli skupaj potem Logar in še Stevanović. Torej, oni so tretji steber, ki so dobili 20 glasov poslancev, ampak igrajo eno pomembno vlogo. Oni so postavili pogoj, bom rekla, dvema strankoma, najmočnejšima, postavili so svoj program in so rekli, kdo se nam priključi. In s tem so oni dejansko stopili v ospredje. Oni so v svojo žarometo, oni so naenkrat dejansko postali pomemben igralec. Prej kot posamezne skupine bi bili nič. Zdaj so pa dejansko pomemben igralec. Ampak jaz mislim, da je v ozadju tega še en pomembnejši igralec bil. Torej, to ni bilo slučajno. To je bilo dejansko strategija, narejena, bom rekla, desna strategija, desno-sredinska strategija. Kdo so bili tukaj strategi? Najbrž ni bil samo eden, ki ima največ znanja vsem tem, so bili še mogoče drugi. In jaz mislim, da je to en začetek, da se neha govoriti anti-Janša, ker nimamo več Janše, ampak imamo steber zraven. To pomeni, da ta steber pomeni izredno oporo tudi za Janšo, da lahko spelje določene zadeve v sozvočju, v sodelovanju s tem stebrom. Zdaj pa bom povedala še tako Logar. Jaz mislim, če Logar ne bi šel na svoje, da dejansko bi ostal v ozadju. Ko se je pa postavil v ospredje in sicer, kdo ga je postavil v ospredje? Vrtovec. Če pogledate, brez Vrtovca ne bi bilo tega stebra. In ta steber je zdaj, za moje pojme, odločilen in da verjamem, da ta vlada se bo formirala,
ampak ta vlada se formira v zakulisju, počasi, ker vidite, kakšna je medijska gonja samo proti Stevanoviću. Zdaj je on, glejte, to je bilo dogovorjeno, ne? On je že naprej imel govor pripravljen in tako naprej, ker oni so se našli, oni imajo 80% enakih, bom rekla, vsebine glede gospodarstva, davkov in raznih drugih, ne? In pa korupcija, proti korupcija. Saj glavni borec v soočenjih proti korupciji je bil prav Logar. Logar je najbolj kritiziral Goloba. Janša se je držal malo nazaj, ker je pazil, ne, da ne bi preveč pol tolkli po njem. Medtem ko Logar je bil, in ne more Logar jeti z Golobom. To je misija nemogoče. Ne? Vendar mora igrati svojo igro. Zdaj mi pa še gospoda Nežmha nekaj vprašala, če lahko. Namreč, Jaz bi vas prosil, če lahko strnjeno. ne samo eno vprašanje. Torej, Logarjev svetovalec je Matej Avbelj. Kaj lahko rečete glede Avbla, glede na to, da zdaj je nastopil na Odmevih in je pač imel določene zadržke glede te koalicije, medtem ko Logar pa vidimo, da je praktično zelo tesno povezan z Avblem. Ja. Svetovalci, jaz se spomnim, ko je imel Franjo Tudžman, ko se je Hrvaška osamosvajala, svetovalca Slavena Letico, sociologa, publicista, profesorja. In tam je enkrat v enem intervjuju rekel, do kdaj je z njim sodeloval. Prav, jaz sem mu dajal svoje poglede, ki so bili diametralno drugačni kdaj od tega, kar je on počel. In potem se je on odločil, kar se je odločil. In v hipu, ko pa ni več maral mojih pogledov slišati, sem jaz nehal. Skratka, funkcija svetovalcev je to, da povejo svoje mnenje, na liderju pa je, katere bo upošteval in kam dal. In z tega stališča se mi zdi seveda popolnoma legitimen pogled tudi Avbla, kakršen ga pač ima. Zdaj, stališča stranke je pa zdaj vprašljivo, a Logar to sprejme ali ne, ampak samo dejstvo, da je nekdo svetovalec, ki ima drugačne poglede, se mi ne zdi v ničemer problematično. Smo končali. Hvala lepa. Vidi gospodu Nežmahu in Andreju za ta lep pogovor. Hvala.